Pozdravljeni! Večina dogodkov v drugi polovici avgusta je povezanih s klopoci, ki v tem času vse naokrog že veselo klopotajo. Postavitve klopotcev so povsod veseli dogodki. In tako je bilo tudi na Svetinjah, kjer pa so ob tej priložnosti okronali tudi novo vinsko kraljico. Nova vinska kraljica, Sandra Kumer, je po 2 letih kraljevanja na prestolu zamenjala Tilna Sedlaka. Gre za tradicionalno prireditev Pozdrav trgatvi, ki jo v okviru krajevnega praznika prireja Turistično društvo Ivanjkovci. Dogajanje se je pričelo z dopoldansko sveto mašo v cerkvi vseh svetnikov na Svetinjah. Sledil je blagoslov delov klopoca, ki so jih še pred postavitvijo zložili tik ob cerkvi. Blagoslov je služil v dober potek postavitve, za dober pridelek in za zdravje ljudi, ter v izogib naravnim ujmam in nesrečam. Zbrani so se potem odpravili na prizorišče, kjer je bilo že vse pripravljeno za vrhunec dogodka. Še pred postavitvijo klopoca je zbrane pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Zgoraj je lepo bilo povedano, kakšne naloge ima klopotec. Verjamem, da bo vse te naloge dobro delal in izpolnil. Naj pa nam prežene čim prej, tudi to je bilo rečeno, vse te bolezni, ki nam nekako pretijo nad naše vinograde. Konec koncev pojavlja se žal krčenje naše vinograde, ampak jaz verjamem, da prihajajo tudi v naš del boljši časi, dobri časi, da bodo vinarji pridelovali vino v najboljši meri in da bo naše vino, naši vinogradi, ki krasijo našo prelepo destinacijo, tudi naprej uspešno delovali. Dobrim željam sta se v nadaljevanju pridružila še predsednik krajevne skupnosti Ivanjkovci Anton Zadravec, ki je zbrane povabil tudi na vse ostale prireditve v okviru krajevnega praznika, ter poslanec v državnem zboru Andrej Kosi. Za pravi ritem pri postavljanju klopoca pa je zaplesala še domača folklorna skupina. In pričakovan trenutek postavitev klopoca je napočil. Dogajanje je sproti pojasnjeval in opisoval Branko Fifnja. Počasi, pazi na vesko! Počasi, ne hitro. Bravo. Na novo postavljenemu klopocu v pozdrav so zapeli še člani pevskega kvinteta Turističnega društva Ivanjkovci. En hriček bom kupil, bom trsek sadil, prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vse skrbi, to me srčno veseli. In napočil je čas, da se dosedanji vinski kralj Jeruzalemsko-Ormoških goric poslovi. Mandat, ki traja 2 leti, se mu je namreč iztekel. Moje zadnje besede v vlogi kralja bodo velevale z veliko hvaležnostjo. Hvala, da sem lahko zastopal vaše društvo, vaš kraj, Jeruzalemsko-Ormoške gorice, ki veljajo za 5% najboljši svetovnih leg. Če zelo na kratko povzamem te 2 leti, si niti v sanjah nisem upal predstavljati, kaj vse mi bodo prinesle, kaj vse bo se zgodilo. Ne samo to, da je bilo kraljevanje in gostovanje po celi Sloveniji, poznal sem veliko novih ljudi, veliko novih poznanstev, novih krajev in na nek način tudi take stvari primeriš, da vidiš, ki smo mi, ki so one, tako da še bolj lahko rečem s ponosom, da v tej kraji smo dejansko na zelo visokem nivoju, ampak malo še nam manjka, da začnemo mi to sami ceniti, ampak mislim, da tudi v to smer gremo pravo.
Tako da, ja, hvala za vse, rad bi se zahvalil družini za vso podporo. Sanjalo se mi ni, da mi bo tudi to leto kraljevanja prineslo eno osebo v moje življenje, ki dejansko je tudi tako nagradilo, da v roku mesec dni pričakujemo naraščaj. Tako da, hvala za 2 čudoviti leti. Županovim vinom se je Tilnu Sedlaku za dobro opravljeno delo zahvalil tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Župan pa je imel nalogo, da pa okrona tudi novo vinsko kraljico. Torej, Sandra Kumer je z nami, nova vinska kraljica in seveda zdaj sledi slavnostno kronanje. Tako da ormoški župan, gospod Danijel Vrbnjak, bo vinski kraljici podelil krono, pa prosim folklorista, da malo bliže prinese ta krono. Lahko še en aplavz, spodbudo novi vinski kraljici, verjamemo, da je zdaj malo težko, vsi jo gledamo, ne? Lepo pozdravljeni, spoštovani vinogradniki in vsi drugi ljubitelji vina in naše vinske regije. Sprva bi se vam rada iskreno zahvalila za izkazano zaupanje in za to ogromno čast, ki ste mi jo danes podelili na tem prestolu. Zdaj, krona ne zgleda težka, le nekaj gramov, pa kljub temu s sabo nosi stoletno tradicijo. Številne bolečine, žulje, trud naših dedkov in prababic, pa tudi veselje in smeh, ki se je oblikoval skozi tradicijo. Vse to še vedno odmeva v naših vinskih kleteh in šumlja med goricami. A le vinogradnik, ki obdeluje svojo trto s častjo, z ljubeznijo in se poglobi v svoje poslanstvo, lahko ujame te odmeve in jih pretopi v vino. Poznavalci temu pravijo, da ima vino zgodbo, mi pa pravimo, da ima tako vino dušo. Zato, dragi vinogradniki in vinarji, ki še vedno po tolikih letih ohranjate naš vinorodni okoliš živ, še vedno privablja na tisočere oči od blizu in daleč, še vedno vztrajate kljub neštetim oviram in pridelujete odlično vino, ki nam je ponos vsakič, ko ga nekomu nalijemo v kozarec. Vedite, da vaš trud ni in ne bo spregledan. Ponosno in glasno bom predstavljala naš vinorodni okoliš, naše ljudi, našo kulturo, našo tradicijo in popeljala vest o naši vini v svet. Naj izpostavim, da je moje poslanstvo predstavljati celotne Jeruzalemsko-Ormoške gorice z vsemi vinarji, tako da bodo imeli vsi možnost dati svojo promocijsko gradivo in vino, ki se bo potem poneslo na vse dogodke, ki se jih bom kot vaša vinska kraljica udeleževala. No, moja prva naloga v tej novi vlogi je bila izbira kraljevega vina. To vino me je prepričalo z svojo ohranjenimi primarnimi aromami, ki me vedno popeljajo nazaj v otroštvo. V čas, ko smo kot otroci na skrivaj hoteli v Gorice poskušati, ali je grozdje že sladko za pojesti, si uvili odtrti na liste, okrog pasu in se igrali vinske kralje in kraljice. Kot simbol tega, da se sanje lahko uresničijo, sem izbrala eno vrhunsko vino z vrst Traminec rumeni muškat iz podjetja Puklavec Family Wines, s katerimi se tudi začela moja pot povezana z vinom. Rada bi se zaključek še res zahvalila strokovni komisiji, občini Ormož, turistično-kulturnemu društvu Ivanjkici, seveda vama, Tilen in tudi Evi, ter vsem drugim, ki ste pripomogli k temu, da smo danes tukaj. V ponos mi bo nositi krono Jeruzalemsko-Ormoških goric in biti del zgodbe enega najlepših, če ne celo najlepšega kraja na svetu. Hvala vam. Nova vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric, 22-letna Sandra Kumer, prihaja iz Trnca pri Ormožu. Je študentka pravne fakultete v Mariboru.
V prostem času igra klavir in harmoniko, piše pesmi in prozo, ter se na več načinov kulturno udejstvuje. Rada pomaga v manjšem domačem vinogradu. Je navdušena nad vinogradniško pokrajino, ki jo opisuje tudi v svoji pesniški zbirki Rumeno, ki te hočem rumeno. Vodi in izvaja vinske degustacije v zidanici Malek na Svetinjah. Za kraljičino vino pa si je izbrala traminec rumeni muškat, polsladko, iz zlate linije podjetja Puklavec Family Wines. Sandra, kakšni so občutki? Čutki so vrhunske, res sem vesela, da so se ljudje tako lepo danes zbrali, me pospremili na novo pot te vinske kraljice. To je res vem, da bo ena izjemna izkušnja in upam, da bom dobro opravila svojo nalogo. Si pripravljena pravzaprav za ta novi izziv? Seveda, to je izziv, pravijo izziv življenja. To je izziv, ko predstavljam tisto, kar predstavljam že zadnjih 20 let, torej naše domače kraje, domače ljudi, tisto, kar mi dosti pomeni, tako da mislim, da ne bo tako težko. No, verjamemo, da bo tudi verjetno izpod tvojega peresa, kakšna pesem na to temo. Ja, verjetno bomo videli. Imaš prekrasno oblačilo, odkot, kdo ti je to sešil? Kulturno društvo Ivankovci mi prispeva za obleko, ki mi jo sešila šivilja iz Ljutomera, šiveljstvo Kolenko. Imeli smo neko skupno vizijo in na koncu je ustvaril ta vrhunski masterpiece za obleke. Krona je prenosljiva ali je bila izdelana ravno zate? Krona je bila izdelana za mene, tako da prejšnji kralj je obdržal svojo krono, da vsak dobi svojo. No, to pomeni, da po 2 letih ti bo ostala trajen spomin. Gotovo zraven obleke bo ostala za naše spomine, za te 2 leti, tako da je nekaj posebnega. Kot sem že omenila v govoru, vseeno predstavlja stoletno tradicijo in upam, da jo bom nosila s ponosom in da mi bo lepo služila. Iskrene čestitke in uspešno promocijo, pa seveda tudi veliko užitkov ob tvojem poslanstvu. Najlepša hvala, na zdravje! Dosedanji vinski kralj se od 2-letne vloge nerad poslavlja. Ne bi rekel, da mi je čisto lahko. Taki občutki me spreletevajo zadnjih 2 let. Odlegla mi je neki del odgovornosti, ostajajo lepe spomine, drugače pa sem zelo veseli, da smo dobili novo vinsko kraljico. Sandra, ki v sebi nosi tisto energijo, govorni nastop, živi v teh krajih, tako da boljše naslednice si naj mogo zaželeti. Gospod predsednik, gre torej za enega izmed prvih dogodkov, ne v okviru krajevnega praznika. Ni ravno prvi, je pa dejansko na začetku krajevnega praznika. Predtem smo imeli postavljanje klopotca v Žaravinci in pa nogometni turnir, katerega je pripravilo naše športno društvo Venkovci, ki pa je bil že pred tistim uradnim začetkom krajevnega praznika. Seveda pa sedaj sledijo naslednje prireditve po planu, ki smo ga izdali in tudi poslali na vsa gospodinjstva. No, zanimivo je to, da tradicija ostaja, Verjetno vam je zelo toplo pri srcu. Sigurno, veseli nas tudi to, da smo dejansko to postavljanje klopotca prenesli nazaj na Svetinja. Čeprav tam dejansko ni manjkalo ničesar, ampak dejansko je tukaj se začelo in veseli smo, da smo spet tukaj in da se klopotec postavlja spet pri Svetinjah. Pa tudi, da smo ukronali že 6. vinsko kraljico. Sedaj bom izkoristil priliko in se zahvalil tudi bivšemu kralju Tilenu Sedlaku za soupravljeno delo, za sopromocijo, sodelovanje na prireditvah in dejansko vsemu, kar je storil za ta naš vinorodni okoliš. Prireditev se je zaključila s prijetnim druženjem ob hrani in pijači ter z bogato ponudbo reči domačih ponudnikov na stojnici. Večino klopotcev Totokrog so tradicionalno postavili 15. avgusta. Ampak največjega na svetu, ki stoji v Hermancih, so po 4 letih spet postavili 2 dni kasneje. Gre za težaško delo. Lastniku klopotca so na pomoč priskočili domačini in ormoški gasilci.
V Hermancih na griču Strmec v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu tako letos spet stoji največji klopotec na svetu. Pred leti ga je izdelal domačin Stanko Habjanič, ki je v začetku leta 2016 prejel tudi certifikat in potrdilo, da je njegov klopotec velikan vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. 11 metrov visok klopotec tehta skoraj tono in se ponaša z 20,58 metra dolgimi vetrnicami. Vsaka tehta po 270 kilogramov. Klopotec ima tudi okrog 70 kilogramov dolg krep in macleke, od katerih vsak tehta več kot 20 kilogramov. S pomočjo domačinov in ormoških gasilcev ga je letos spet postavil, tako da se velikan spet bohoti na svojem mestu in kljubuje času in vremenskim razmeram. Ja, gledajte, lep pozdrav z Hermanec, po domače Strmec. Danes smo pač po dolgih časih spet postavili velikana, ki je že dolgo leta joko, ki je pač doživel brodolom, klopotolom, kako se to reče. In se mi je pač soza utrnila in se rekel, treba biti znova postavljen tam, ki je njegovo mesto. Ja, gledajte, zdaj traja že 14 let. Zdaj v bistvu se nič ni spremenilo, vendar tradicijo tiramo že resen 14 let, kajti zaslužil si je, doživel je 14. leta. Doživijo rekord svetovni in zdaj častimo pač njega, ker si zasluži, ker je pač zdrži, če pa ne zdrži, pa ga popravimo, pa se dala veselimo, objamo in samo kaj je tam, ki on mora biti. Kdo vse pa je danes pomagal, da ta velikan dejansko je postavljen na svoje mesto? Ja, pomagali so najbolj dobrodošle, seveda gasilsko dvigalo iz Ormoža. Gledajte, to je pomoč, ker če tega ne bi bilo, tudi ne bi dosegnili cilja. Tudi so pomagali vaščani, prijatelji, rodbina. Tako da, gledajte, ljudi se najdejo, spoštujejo dogodek in tudi pridejo in pomagajo. Stanko Habjanič svojega velikana vsakič pred postavitvijo še kaj dodela in popravi. Že v osnovi pa je v izdelavo klopoca vložil nešteto ur dela in skrbi. Stanko Habjanič je po poklicu zidar, izdelovanje klopocev pa je od nekdaj njegov hobi. Že kot otrok je z veseljem pomagal dedku pri izdelovanju in tudi pri postavitvah klopocev. Strmec, kjer si je letos spet možno ogledati največji klopotec na svetu, je 321 metrov visok vrh v Hermancih. Vidi se oddaleč, tako da ga ni možno zgrešiti. Gasilci v Cvetkovcih so že od nekdaj gonilna sila družabnega življenja v kraju. Med dogodki, ki jih pripravljajo v teku leta, je minulo nedeljo bilo gasilsko tekmovanje za pionirje, popoldne pa druženje ob vaških igrah. To pa še ni vse. Na popoldanskem dogajanju so vam mladi gasilci za prostovoljni prispevek očistili vaše prevozno sredstvo. Avto, pa tudi motorno ali navadno kolo. Gre za zanimivo aktivnost, ki je obiskovalce navdušila že 3. leto zapored. Ploc pri cikovskih gasilcih vabi. So glasila vabila na nedeljsko druženje domačinov, a tudi gostov, saj se je nedeljski dan začel z 9. tekmovanjem gasilcev pionirjev, in sicer za prehodni pokal prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci. Sodelovalo je 6 enot, ki jih sestavlja po 9 članov in ena rezerva. Tekmovali so v 2 gasilskih disciplinah, vaja z vedrovko in v razvrščanju. Razen domačinov so sodelovale tudi enote pionirjev iz prostovoljnih gasilskih društev,
Polenšak, Stara Gora, Dornava, Stojnci in Bolehnečice. Vse enote so se odlično izkazale. Na končne rezultate je vplival seštevek točk. In najpletna pionirke, sodelovali sta 2 enoti in drugo mesto je doseglo pionirke PGD Stara Gora z točkami 949,14. In prvo mesto so dosegle pionirke iz prostovoljnega gasilskega društva Polenšak z točkami 961,44. PGD Polenšak dobi tudi prehodni pokal. In sedaj še gremo na kategorijo pionirji. 4. mesto so osvojili prostovoljno gasilsko društvo Bolehnečici z točkami 941,67. Tretje mesto so osvojili naši domači pionirji, to so PGD Cvetkovci z točkami 947,69. Drugo mesto so osvojili pionirji prostovoljnega gasilskega društva Stojnci z točkami 951,29. In prvo mesto je osvojilo prostovoljno gasilsko društvo Dornava z točkami 956,97. PGD Dornava je tudi osvojilo prehodni pokal. Evo, to bi bilo vse z komisije B. Še enkrat iskrene čestitke in upam, da se vidimo naslednje leto. Po dopoldanskem tekmovalnem delu se je dogajanje nadaljevalo v sproščenem vzdušju. Krajani so se kmalu začeli zbirati in obetalo se je veselo popoldne. Mladi gasilci so vam med tem, ko ste se okrepčali in posedali v senci, oprali vašega jeklenega konjička ali pa se sprehodili ob stojnica domačih ponudnikov in morda kupili kaj malega za domov. Svojo ponudbo so se predstavljali slikarka Slavica Majcen, svetinski župnik Jožef Rajner s svojimi izdelki iz Aronije, kmetija Ozmec s svojimi izdelki ter kmetija Bezjak z bučnim oljem. Gasilci seveda domačih ponudnikov k sodelovanju niso povabili slučajno. Mi, Cvetkovčari, smo trdno prepričani, da je domače tisto najboljše in ravno s tem namenom spodbujamo ta lokalno tržnico. V našem društvu imamo 220 članov, od tega je okrog 50 mladine in imamo dobro mentorico, katera se z njimi dobro ukvarja in jih redno privablja k našemu gasilskemu domu in oni so tisti danes, ki operejo vaš avto, seveda se ne branijo kakšnega prispevka, ki bo zagotovo pomagal za lažje delovanje našega podmladka gasilskega. No in tisto, kar je pravzaprav najbolj veselo, pa je to, oziroma zanimivo, da ste si umislili prav čiščenje avtomobilov, Mladi radi sodelujejo. Ja, to je tako delo, ki se ga doma vsaki brani, tu pa imamo naši otroci za kakšen evro operajo avto. No, ta ideja je prišla od nekod, kot ste povedali. Ja, enkrat, ko sem se potepal po Franciji, sem videl
otroke, ki so drugim na ulici prali avte in sem si mislil, zakaj tega ne bi mi organizirali v našem gasilskem društvu. In čez čas je ideja tako dolgo dozrevala, da je zdaj res postala realnost. In ni slabo, se je kar prijela v naši vasi. Ja, vidimo, da se avti kar vrstijo, ne? Ja, če primerjam lansko leto, smo opravili okrog 30 avtov, kar pa ni malo. Tako bo najbrž tudi danes, ne, kot vidimo. Ja, verjetno še več, ker je dosti več otrok. Janko, majstore, ole, ole, ole. In bo verjetno, ker je zelo dobro organizirano, bodo otroci v večjih etapah čistili, eni si bodo malo dahnili, bodo spet drugi čistili in zaradi tega bi lahko več avtov čistili. In dejansko so se mladi gasilci prijeli dela, kot je treba. Čiščenje avtomobilov jim je zelo dobro šlo od rok. Skriti talenti, bi lahko rekli, malo za šalo, malo za res. Zagotovo morda tudi skriti talenti, vsekakor pa šteje to mnogo let dela, da se otroci počutijo sprejete, da se otroci čutijo pomembne in seveda, da jim privzgajamo neko sodelovalno vzdušje in to največ šteje. No, to tako in tako velja za gasilce, ne? Da ste nekako zelo prijateljsko povezani, neka pripadnost se čuti, ne? In najbrž na ta način tudi vzgajate te vaše mlade. Ja, seveda, moram reči, da smo v našem društvu kar aktivni, tudi kar se tiče na kulturni plati. Vso leto pridno delamo, naši otroci se pridno udejstvujejo in vidi se, da spodbujajo drug drugega, da sodelujejo med sabo in se seveda med sabo tudi spoštujejo, tako kot je treba nekako, ne? No, to pomeni, da se za gasilstvo v Cvetkovcih ni bati, ne? Mislim, da ne. Kot kaže, moram reči, da smo zelo ponosni na njih, na vsakega izmed njih, zato ker se kaže ta medsebojni sodelovalni duh, otroci radi prihajajo, radi prispevajo in moram reči za vsakega od njih, da je ena dodana vrednost našemu društvu. Prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci je dobro znano tudi po svojem kulturnem udejstvovanju. V teku leta pripravijo tudi proslave in glasbene ter gledališke nastope. Vsako od dejavnosti pa vključujejo tudi najmlajše krajane, ki se izkažejo tudi pri delovnih akcijah. Tako minulo nedeljo niso samo umivali avtomobilov, tudi palačinke so pekli ali poprijeli za druga dela, sploh pa aktivno sodelovali v družabnih igrah. Nina, si ti tudi čistila avtomobile? Ja. No in kako ti je šlo? Vrede. Kaj praviš o takšnih aktivnostih za mlade? Rada sodeluješ? Ja. Kako dolgo pa si že v gasilskem društvu? 2 leta. Ti je všeč? Ja. No, zakaj si rada gasilka? Ker imamo velikokrat aktivnosti. Si danes morda tudi tekmovala dopoldne? Ja. Si že dolgo v gasilskem društvu kot pionirka? Ja. In kako ti je všeč biti zraven? Vredo, družimo se, imamo različna tekmovanja. Danes si torej tudi bila v tekmovalni ekipi? Ja, sem tekmovala. In kako vam je šlo? Osvojili smo 3. mesto, vredo nam se šlo. O, bravo, je bila huda konkurenca? Ne, vadili smo fejst, pa je bilo vrede. Kakšen avtomobil si tudi oprala že danes? Ja, smo. Skupaj. No in sedaj še pridejo igre, ne, kot vidimo. Kaj boste vse delali? Moramo z kuhalnico dati si gor vodne balone, pa odnesti v drugo vedro, pa moramo tarče podirati, pa to. To pomeni, da je fajn, ne? So tvoji starši tudi zraven? Ja, danes si pridajo potli bolj, ker še imamo malo sestrico, pa spi. Prostovoljne prispevke, ki so jih mladi gasilci zbrali s pranjem avtomobilov, bodo namenili nakupu karaoke zvočnika. Za konec pa še med ljubitelje konj. Konjeniško društvo Središče ob Dravi je letos za počitnikarje pripravilo že 14. dvodnevni konjeniški tabor, ki v glavnem poteka na maneži in ob njej na grabah. Bilo je zanimivo kot vsakič, so povedali udeleženci, saj so jim organizatorji pripravili pester program dejavnosti.
Letos se je na taboru zbralo 26 otrok, ki imajo radi konje in se želijo kaj več naučiti o konjih in o skrbi zanje. Za nadobudneže skrbi vsaj 10 mentorjev naenkrat, ki so jim tudi letos pripravili pester program. Mentorji prihajajo iz vrst članov konjeniškega društva Središče ob Dravi, ki jih kljub odgovornosti, ki jo prevzemejo, veseli delo s otroki. Vsekakor nas žene naprej zadovoljstvo otrok in veselje, ko jih vidiš, s kako nasmejanimi obrazi, s koliko entuziazma in volje otroci delajo s temi plemenitimi živalmi. Imeli ste zelo pester program, verjamem, da se otroci niso dolgočasili, ne? Kaj pa jih je pravzaprav najbolj veselilo? Ja, najbolj jih je veselilo, če po pravici povem, seveda bazen, ampak naš slamnati bazen, tradicionalen, mi postavimo v drugo vrsto, v prvi vrsti so seveda delo, spoznavanje in jahanje konj. Kaj pa ste jih pravzaprav vse naučili? Otroci, ko so prišli zjutraj, so se med sabo najprej spoznali, potem so pa šli spoznavati dela in opreme o konjih in pravila, kako se obnašamo in kako delamo s konji. So jahali, se družili in razne igre na vezo konj. No, zanimivo je tudi to, da ravno niso na taboru samo domačini, pač pa tudi iz tujine prihajajo, ne? Ja, res je, naš tabor je znan bil do sedaj predvsem po tem, da je bilo zelo dosti otrok iz drugih občin, Ljutomera, Ptuja, Maribora in ne vem odkot vse. Letos na 15. bi temu rekel okroglem taboru, pa imamo tudi otroke iz sosednje Hrvaške. Kako so izvedeli za tabor? Ja, Facebook pove vse. To pomeni, da verjetno so posebni ljubitelji konj, ne, da jih takšne zadeve interesirajo. Vsekakor mislim, da sta otroka posebna ljubitelja konj, ker če ti prideš iz druge države, nekam, kjer govorijo tudi drugi jezik, ki ga ti kot otrok še mogoče ne razumeš, moraš imeti voljo in veselje in ljubezen do konj, da prideš in da pol delaš 2 dni s temi konji. Koliko konj imate torej v igri, no, da tako rečem? Ja, v igri so 4 jahalni konji in pa popoldan v nedeljo bodo 4 vozne. Kajti v nedeljo popoldan, preden bodo otroci odšli domov, se bodo tudi vozili z kočijo, da tudi te stvari otroci vidijo, da spoznajo in da doživijo tudi te trenutke. Kdo vam kuha? Kuhamo pa vsi. Naši člani, ki sodelujemo. Za kosilo nam je poskrbela gostilna Ozmec iz Cvetkovc v soboto, v nedeljo bomo pa poskrbeli same. Za večerjo brez naših palačink dobro znanih ne gre, kajti vsi vemo, palačinke so tista stvar, ki otroke razveseli, navduši in tudi v končni fazi nahrane. Hvala lepa. Hvala tudi vam za sodelovanje in dobro delo, ki ga upravljamo že več let. Mislim, da je to zdaj 2-3 tabore nismo sodelovali, vse ostalo pa ja, in smo tudi ponosni, da lahko sodelujemo z KTV Ormož. Hvala lepa. Slika seveda lahko pove več kot besede, sploh si je po videnem lažje predstavljati, kako poteka življenje na enem takšnem konjeniškem taboru. Taborniki so se zbrali v soboto ob 9. uri, razšli pa v nedeljo popoldne. Največ aktivnosti je bilo posvečenih konjem, kot je že povedal predsednik. Naučili so se osnov nege konjev ter jahanja in si pridobili nekaj teoretičnega znanja, ki se nanaša na vedenje konjev. Konji so me razveselili po mojem prvem konjeniškem taboru, ko sem res dobil veliko voljo za jahanje. Aha, to pomeni, da nisi ravno prvič danes tukaj, oziroma letos? Ne, že večkrat sem bil tukaj. No in kaj ti je od vsega razen konjev torej najbolj všeč? Na taboru mi je najbolj bil všeč bazen, drugače pa mi je pri konjih najbolj všeč jahanje in raznovrstna dela pri konjih. No, zakaj pa ti prihajaš na tabor? Si prvič letos? Ne, jaz že hodim več let sem, zato ker me veseli jahanje konjev in tudi prijem jahati. No, zanimivo je tudi to, da prespite tu nekje skupaj v telovadnici šolski, ne? Ostaneš ti tudi kljub temu, da si tako blizu? Ja, ostanem. Pa te nič ni strah? Ne. No in kaj si se vse naučila?
kar se tiče konjev? Da ne smeš tekati okoli njih, zato ker so lahko agresivni, ker se bojijo. Ne smemo biti grobi do konjev, saj so lepa bitja. Torej, božamo jih lahko, ne? Ja. Si se naučila morda tudi konja čistiti? Ja. No, in kako to poteka? Najprej moramo počesati grivo in rep, ne smemo hoditi okoli rite, rep si pač vzamemo v naročje in česamo. Drugače imamo krtače različne za telo in za lase, pač za grivo. Bravo, bravo, imaš doma konja? Ne. Pa bi ga imela, ne? Ja. No, kaj si se posebnega naučila, kar se tiče konjev? Si se tudi ti naučila česati konje, kot rečemo? Ja. No, in kaj je vse potrebno, da ga torej dobro urediš? Počesati mu je treba grivo, z trdo krtačo. No, zakaj pa imaš rada konje, recimo? Zakaj so ti ravno konji všeč? So lepi, ne? Ja, pa lahko jih jahaš. No, to je lepo, ne? Ko greš na konja in torej ga poženeš, ne? Ja, in ne rabiš hoditi. Tako. No, to pomeni, da najbrž, ne, sestrična ti je najbrž povedala za tabor. Si prvič letos tukaj? Jaz sem prvič in tudi ona me je spomnila na ta tabor. No, povej nam, glede na to, da si prvič, zakaj si se odločila biti zraven? Zato, ker imam zelo rada konje, pa fajn mi jih je jahati. No, torej je to eno novo doživetje v teh počitnicah zate, ne? Ja, nepričakovano. No, in kaj si se recimo naučila o konjih? Kaj posebnega, kar nisi vedela prej? Ja, različnih pravil, pa kako se lahko konji tudi premikajo in česati in tako. To pomeni, da si pogumna deklica, ne? Torej, spite tudi tukaj skupaj v šolski telovadnici, te je bilo kaj strah, ti je bilo kaj nenavadno? Ne, pa tudi nič me ni bilo strah, ker smo tudi gledali, preden smo šli spat, en film. Spoznala si najbrž sedaj polno novih prijateljev, ne? Ne samo sestrične. Ja. No, to tudi šteje, ne? Tako so povedali mladi udeleženci tabora, ki pa se sicer niso dali posebej motiti. Treba je bilo še opraviti nekaj zadnjih aktivnosti, preden se poslovijo. Ob našem obisku je potekalo jahanje, kar je seveda še najbolj zanimivo. Za obiskovalce in opazovalce dogajanja pa je bila zanimiva tudi razstava izdelkov, ki so upodabljali konje in so plod ustvarjalnih delavnic na taboru. A tudi nadstrešek, ki sicer služi za senco in počitek. Udeležba na taboru stane 35 €, vključuje 3 obroke in vrsto prigrizkov ter dovolj napitkov. Med udeleženci je bilo največ domačinov in otrok iz okolice, ki so se jim letos pridružili še mlada ljubiteljica konj iz Maribora ter 2 mlada ljubitelja konj iz Hrvaške. In tako se izteka mesec avgust. Tudi september prinaša vrsto dogodkov. Gotovo pa nov začetek za šolarje. Krajevna skupnost Ormož bo praznovala svoj praznik. Humčanka bo praznovala 100. rojstni dan in še marsikaj se bo dogajalo. Tako da se nam le pridružite tudi v prihodnjih oddajah. Ob isti uri na istem televizijskem programu. Vse dobro vam želimo in srečno!